kaj bom pa imel, da se spomnim malo časov, ko sem na radiju delal. A res? Cyril, ti si? Jaz sem. Drugače pa dobrodošli nazaj, ne? Kako je bilo čez prvomajske? V redu? V redu. A si kakšno kilico dobil? A si kaj žaril? Ne, pa ne. Ne, se mi zdi, da sem kar v redu skozi spravil vso to. Pa da se ni važno. Povej, zakaj smo tukaj. Danes smo tukaj, Jure, dovoliš, da jaz danes predstavim gosta, ampak a veš zakaj? Zaradi tega, ker en tak uraden naziv ima, ki ne smemo kiksati v bistvu, ker je zelo specifičen. Te pa pol dan svobodo, da ga po svoje predstaviš. A si za? Saša, izvoli. Danes je z nami Klemen Radetič, strokovni vodja službe za preprečevanje, odkrivanje in raziskovanje zavarovalniških prevar. Sem v redu povedal? Brez zavarovalniških, samo Brez prevar. zavarovalniških prevar, se pravi vseh prevar. Recimo. V redu. Ciril, Jure, zdaj pa ti. Danes je z nami prometni Sherlock Holmes, pa Dr. House. Dobro si to rekel. Klemen, dobrodošel. Lep pozdrav, živijo. Jaz se ful veselim današnjega podcasta. Se sem lih prej malo razlagal, pa Jure je mogoče tudi napeljal na to, da bo zelo tak detektivski. No. Upam, da bo. Upam, da boš lahko tudi sam razkril neke take podrobnosti, pa če te bomo preveč vrtali ali pa vprašali, enostavno dvigan roko ali pa pač ne odgovoriti, če ne želiš. Bom probal predstaviti kakšno zanimivo podrobnost, kakšno bom pa tudi zadržal zase, verjetno. Pol, ko bo konc. Klemen, a ne da razbit pleh v bistvu pove več, ko sem to, koliko je razbit, ne? Ja, drži. Oziroma, pleh pove več, pa tudi kakšne druge naprave v avtu. Evo, pa smo že pri prvem vprašanju. Smo ga že začeli. To je bilo vprašanje? Ne, jaz se spomnim, ko sem bil majhen, ne? Da so se dostikrat ljudje pogovarjali, kaj skupaj to nepremičnino, kako se boš to znebil tega. Ne, pa so govorili o avtih. Zažgi ali pa potop. A se to še dogaja? Načrtno uničevanje nečesa, kar bi se rad znebil, pa ne moreš prodati, ali pa ne moreš prodati za tako ceno, kakor si zamislil. Ja, zdaj takih primerov je relativno malo v primerjavi s tistimi, ki jih obravnavamo, se pravi s celoto. Teh popolnih uničenj, recimo nekih požigov, pa tako so bolj redke zadeve, se zelo malo z njimi srečamo. Imamo pa primere, ko naprimer se kakšni zavarovanci ali pa naše stranke, no, tako jim rečemo, lotijo recimo nekih namernih poškodb na avtomobilih, imajo mogoče kakšne avtomobile višjega ranga, ki so že nekaj dali česno ali pa so že nekaj let stari, pa ne vejo, kaj bi z njimi, se začnejo pojavljati neke okvare in tako naprej in potem recimo celo vozilo podrsajo po nekih vitalnih delih, tudi po žarometih pa tako in potem prijavijo vandalizem. Zdaj zavarovalnica mora pa potem tukaj dokazati, da je bilo to narejeno namerno. Tukaj nastopaš ti, ampak zdaj bi Ciril, ki je nekam zginil iz kadra, sicer vprašal, pa bi rekel, gremo nazaj, ne? Da niš udareta v praska. Ja, poglejmo, veš. Ne, mene zanima, kako se sploh izučiš tvojega poklica, kje začneš? Ja, dobro vprašanje. Zdaj, večina, ki nas dela na našem področju, smo bili nekoč v policiji, ali policisti na postajah ali pa v kriminalistični policiji, tako da tam smo se naučili ali pa dobili izkušnje z teh preiskovalnih veščin. Drugo je pa potem poznavanje zavarovalništva, ki je pa tudi zelo pomembno, pa zelo specifično. Tega se pa naučiš potem, ko prideš v zavarovalnico. Se pravi, ti si nekoč bil policist? Tako. Veš, mi imamo, novinari smo, ne, pa vedno rečemo, da če kdo od nas prestopi na PR stran, rečemo, da je prestopil na temno stran, a se pol tudi policaji tako malo čuden gledate, ne vem, če nekdo prestopi na drugo stran. V civilno. V civilno. V civilno sfero. Kaj pa vem, jaz sem dobil večino komentarjev od svojih bivših kolegov, je bilo, lejga, ta je pa pogumen, pa je šel v gospodarstvo. Ne? Aha. Tako da ne vem. Kaj pa sama specifika poklica? A veš, na prvi opis je mogoče res podobno, a veš, in policisti raziskujejo neke primere, pa tudi vi. Kje pa je ta razlika? Razlika je predvsem v tem, da je poslovna logika je drugačna. Delo v zavarovalnici je vseen posel, je gospodarska dejavnost, tako da z tega vidika veliko bolje v ospredju stranka. Še vedno se seveda borimo proti temu, da preiščemo pa ugotovimo vsa kazniva ravnanja, kazniva dejanja, nepravilnosti in tako naprej, ampak
moja glavna tista razlika, ki sem jo jaz zaznal, ko sem prišel v zavarovalnico, je, da stranke veliko bolj sodelujejo z nami. Ne vem, je to zato, ker pričakujejo denar oziroma izplačilo od zavarovalnice, ali je pa razlog kje drugje. Verjetno je ta denar. Pa tudi pol kasneje sodelujejo, ko jim dokažete, naprimer, neizpodbitno dokažete, da je bilo nekaj narejeno namerno? Ja, zelo odvisno. Nekatere se umaknejo nazaj, umaknejo svoj zahtevek do zavarovalnice, nekatere pa pač ustrajajo, pa gremo tudi do sodišča. Ne? Se to me zdaj spet zanima, pa spet naveza s policaj, a potem kdaj vi predate pol primer tudi policiji, če ugotovite, da vas kdo hoče pač prevarati na ta način? Tudi, če se ugotovi kazniva dejanja, pa če gre tukaj za nek večji obseg ali pa mogoče ponavljajoča dejanja strani istih oseb, večjo premoženjsko škodo in to seveda tudi policijo potem obvestimo. Ti si zaposlen pri zavarovalnici Triglav. Koliko velika je tvoja ekipa, pod narekovaji tvoja? Nas je 10. 10 nas je v zavarovalnici, potem imamo pa še kolege v hčerinskih družbah v tujini, ki ravno tako delajo na tem področju, pa z njimi veliko sodelujemo. Ampak pol ste neka taka detektivska ekipa, ja? Super ekipa smo, zelo dobro se razumemo, zelo smo taki, smo različni, ampak kljub temu zelo homogeni, vsak ima neke svoje specifike, svoje izkušnje, tudi mogoče pokrivamo malo različna področja, ampak se pa odlično razumemo. Pa mislim, da smo tudi mogoče malo specifični tudi tam v tistem hodniku ali pa nadstropju v zavarovalnici, kjer delujemo. Koliko pa je obseg takih, takole čez prst, če rečeva, zaposlen ste v največji slovenski zavarovalnici ali pa eni večjih, ne? Koliko pa je obseg takih primerov, oziroma kakšna je suma denarja, ki ste ga uspeli preprečiti, da bi šel pokriven ven? Zdaj letno obravnavamo, oziroma teh preiskav mi rečemo, naredimo letno okrog 1200, to je podatek za lani, oziroma še nekaj več. Potrdimo jih nekje 60% obravnavanih primerov. Zdaj znesek teh, bom rekel, potrjenih sumov prevar ali pa tega prihranka, kakor ste mu vi rekel, je pa nekaj milijonov evrov. No. To je, ja, tam ponavadi med 3 in 5 milijonov evrov, odvisno od katero leto. Tako da so številke kar visoke. Je pa res, da tukaj je še potencialne. Neki podatki kažejo na to, da recimo nekje 5 do 7% izplačanih škod zavarovalnice plačamo prevarantom, se pravi za neke goljufive zahtevke. Tako da zavarovalnice imamo tukaj še potencial. Zagotovo gre kar precej teh primerov mimo nas. Se mi zdi pa pomembno, da na to opozarjamo, da zavarovalnice te, bom rekel, sporne primere spremljamo, jih obravnavamo in tudi na tak način damo vedeti, da gre pač za nedopustna ravnanja, ki jih je treba preprečevati. Kako se pa sploh zgodi ta užig suma, ne? A to se zgodi na cenilni stezi, ko naprimer nekdo pride k vam, ali pa a se to zgodi že ob samem zapisniku prometne nesreče? Kdaj se vaša detektivska ekipa sestane, kdaj dobi primer na mizo? Ja, lih to samo hotel vprašati, koliko pomemben je ta instinkt, v bistvu, pa predvidevam, da imaš zelo dober instinkt, pa malo razložiš, kako zavohaš to? Načinov je več, ne? Mi vedno pravimo, da so prva obrambna linija naši sodelavci, ki obravnavajo škodne primere. To so kolegi, ki delajo na cenilni liniji, kamor, če se danes pogovarjamo ali pa fokusiramo na avtomobile, a ne? Se pravi, stranka pripelje avto, si ogleda škodo, poslika in tako naprej in ugotovi neke sporne okoliščine oziroma neke sumljive okoliščine, takrat jih sporoči naši službi. Takih primerov imamo približno polovico, ki jih obravnavamo. Potem druga polovica, imamo pa implementiran en poseben sistem, v bistvu IT program, v katerem imamo določene oziroma definirane različne indikatorje, ki smo jih na podlagi preteklih izkušenj sami razvili in jih imamo v tem programu notri, da nam v bistvu vrtijo vse škodne primere, scenarije in osebe nam potem tudi osebe in nam potem na podlagi tega izločajo tiste najbolj sumljive, ki jih potem ekipa naše službe pregleduje in se potem odloči, ali gre zadeva v preiskavo ali ne. Prav na pol že AI? Recimo. AI ravno testiramo, upeljujemo. No, to, ja. No evo. Mene pa zanima, najprej se opravičujem za svojo odsotnost, je bilo nujno. Zanima me, da nisi šel ti špego odlomiti. Ne, to drugi počnejo zame, pa se jaz pa s tem ukvarjam.
Mi smo posumili, da si tako, mislim, skrčil si malo ustnice, vstal si iz podcasta in si brez besed šel. Ja, nekaj sem ga posral. Upam, da nam plačal. Mislim, da so neke kamere tukaj. Ja, tudi. Ko bo Ciril prišel avto, podaljšati registracijo, naj malo preveri. Mingrede, kamere so ujele, ker je nekdo šel Kam je špegel odlomil. en mlajši fant mimo mojega avtomobila in je se znesel nad špeglom in neprekinjeno nadaljeval svojo. No. Tako, take objestne stvari tudi pridejo, ne? Pa si pa ne znaš predstavljati, zakaj bi to bilo. Ali... Ja, upam, da je kasko zavarovanje. Ne? Ja, avto je bil, Darko je zavarovan, tako kot mora biti. Ne, zanima me to, zdaj govorimo o različnih prevarah, a obstajajo tako, kot ne najdem drugega primera, tako kot pri muski ali pa kje, ko obstajajo trendi. A veš, da vi zaznate, zdaj je v porastu ta tip prevar, pa se mogoče nek val sel skozi Evropo. A je to nekaj, kar je, ne vem, a pa obstaja zdaj v tem trenutku ali pa v tem letu ali pa zadnjih par letih kakšen poseben trend, ki ga mogoče 5-7-10 let nazaj sploh še bilo ni? Kakšen poseben način ali pa poskus načina prevare? Mogoče bolj opažamo neke trende, ko neki načini prevare niso več toliko prisotni. Pa se potem sprašujemo, je to zaradi našega dela ali ne, ali je kaj podobnega. Sej zavarovalnice tukaj tudi zelo sodelujemo med sabo in se v bistvu skupaj borimo proti tem stvarem na trgu. Tako da recimo v zadnjih letih zaznavamo, da je bistveno manj prirejenih prometnih nesreč, teh namerno povzročenih oziroma fingiranih. No. Tega smo imeli recimo pred 8-9 leti bistveno več. Obdobje opornic. Tudi to je taka zanimiva. To je pa že 20. Jaz nisem teh opornic videl zdaj že ne vem koliko časa, ampak se jih pa spomnim, ne vem, točno od nekih 8 let nazaj, vsi so hodili s temi opornicami. Ja. Se pravi, načrtno delo, forenzično obravnavo spornih prometnih nesreč, tu pomeni, da ste že uspešni in izkoreninate to, da bi se dva zmenila v rondoju, tamle se bova počla na bok, kakorkoli. Recimo, ja. Ne bom rekel, da tega ni več, seveda je, ampak pred leti je bilo tega bistveno več in takrat se je tudi preko zavarovalnega združenja kar aktivno nastopilo proti takim združbam in se je očitno zadeva ustavila. A veš, kako, no, ja. Ne, zanima me, kako se postaviš po robu temu, ne? Na različne načine. Eno je zagotovo izmenjava podatkov med zavarovalnicami, ker zavarovalniški goljufi krožijo, ne? Oni konkurence ne poznajo, tako da ko si zavarovalnice izmenjamo podatke, dobimo, bom rekel, malo bolj big picture o vsem tem. Potem analiza podatkov, zadeve smo analizirali, preverjali, potem pa še ta klasično preiskovalno delo na terenu, opravljanje razgovorov, ogledi, ko pride do prijave škode in tako naprej, sodelovanje s policijo. Tako da takrat je bilo potem ugotovljenih kar precej zanimivih stvari, tudi nekaj združb je bilo razbitih, kazenski postopki so stekli in tako naprej. Mene pa zanima, spet se bom vrnil nazaj na ta instinkt. Koliko mu zaupaš? A veš, jaz verjamem, da če si dober v svojem poklicu, pa če ti instinkt govori eno stvar, pa recimo, da je prevara dobro skrita, koliko daleč greš? Včasih pa morda niti ne tako redko, se pač stvari ne da dokazati. Zanimivo, ravno danes sem imel en primer, ne bom govoril podrobnosti, niti ni bil avtomobilski, ampak je bila stranka na razgovoru, povedala je neko zgodbo, ne vem, bila zadeva že v štartu sumljiva. In tisto, kar je bilo napisano na prijavi škode, mislim, da imam precej dober instinkt, kar se tega tiče, enostavno ni moglo nastati. Ampak po drugi strani pa mi stranki ne moremo dokazati, da je to povzročila namerno. Tako da... V tej fazi moraš odnehati? Ja, jaz mislim, da ja. Opraviš pač tiste osnovne stvari, ki jih lahko, razgovore, ogled, pregledaš dokumentacijo in tako naprej, mogoče še kakšnega izvedenca vključiš ali pa kaj podobnega, ampak na neki točki, če vidiš, da ne gre drugače, se pač zadevo zaključi, tudi plača, pa si potem mogoče pri tisti stranki bolj pozoren v prihodnje. No, sam je vseeno kar močen signal, če se pa ukvarjaš s tem. Tudi nekdo, ki je mislil, da bo šlo to verjetno tako čez, Tudi če je dobil škodo, pa če sam pri sebi ve, da je ravnal nepravično, bi se utegnil malo zamisliti, da drugič pa taka stvar ne gre čez. Ali bo pa dobil mogoče ali bo pa dobil iskro, da bo naslednjič spet
kaj tazga v špiču, ne? A veš, se ne veš. Kako pa človeka porajtaš, da laže? Mislim, kakšni so fizični znaki? Je to nervoza, je to preveč govorijo, ali so, a lahko rečeš, to so 3 znaki, pri katerih postanem sumničav, ni to sam kaj na papirju prinesel. Ja, kle je tudi veliko teorija, teh upravljanja raznih preiskovalnih intervjujev in tako naprej. Od tega, da so razni zunanji telesni znaki, ne vem, obrazni, telesni, kako se nekdo, kakšne te telesne gibe uporablja, razna potenja in tako naprej, očesni kontakt. Mi se v osnovi bolj zanašamo na neke fizične dokaze. Dejstva. Dejstva, tako. Ja, se ti zbolj pomaga, mogoče ukrepi tvoj sum ali pa ne. Ja, predvsem ga dokaže oziroma podkrepi takšne stvari, ko imaš nekoga pred sabo, pa se z njim pogovarjaš, zagotovo je na tak način lažje dobiti nek indic, ali ti nekdo govori resnico ali pa ne. Težko bi to ugotovil recimo pri telefonskem pogovoru ali pa bistveno težje. Ni pa to dokaz. Včasih tudi kakšna oseba mogoče reagira drugače zaradi tega, ker se pač nelagodno počuti nekje v nekem prostoru, neznanem in tako naprej z neznanci, pa je mogoče lahko to potem lažen instinkt. Mislim, zdaj le me čisto presekalo, ker mi atmosferci seveda vse gledamo čez cesto, promet, vozila in tako naprej, ampak dejansko vi se pri svojemu poklicu srečate z verjetno zelo bizarnimi stvarmi. Ja, mi seveda ne obravnavamo samo sumov prevar pri prometnih nesrečah ali pa pri avtomobilih, ampak tudi pri vseh drugih zavarovalnih vrstah, pa še pri čem drugem. Recimo, res je, da je sicer največje število obravnavanih primerov ravno pri avtomobilskih zavarovanjih, približno 2/3, ampak to tudi zato, ker je teh polic največ sklenjenih. Jasno. In je teh primerov največ. Pa tudi mogoče tako na prvo žogo, sploh zunanje javnosti, verjetno najprej pomisli na zavarovalniško prevaro, takrat, ko je to v povezavi z avtom. Srečamo se pa z različnimi zanimivimi primeri, nekateri so tudi bolj bizarni. Recimo? Ja. Recimo? Recimo, kaj pa vem, tista odrezana roka je bila medijsko zelo poznana, Je bila seveda bizarna tudi nam v zavarovalnicah, oziroma je bil res ekstremen primer, s katerim se v preteklosti nismo srečali in upam, da se tudi ne bomo. Potem so pa tudi mogoče kakšni, bom rekel, malo manj eksotični primeri. Recimo en tak zanimiv je bil spet v povezavi s telesnimi poškodbami pri prometnih nesrečah. Se pravi, imeli smo poskuse ravno v okviru neke organizirane združbe, ko so oškodovanci naj bi se poškodovali v prometnih nesrečah. Redno so hodili potem recimo na urgence slovenskih bolnišnic. Tam so potem povedali, da so bili poškodovani v prometni nesreči, dobili so tisti klasičen izvid, iz katerega je bilo razvidno, da so bile razne udarnine različnih delov telesa in tako naprej. Lahka poškodba že. Lahka poškodba, tako, brez nekih zlomov kosti in podobno. No, in ko smo to zadevo obravnavali, opravljali razgovore, prišli tudi, bom rekel, do tistih končnih udeležencev, tistih, ki so dobili neko manjše plačilo strani organizatorjev teh prometnih nesreč, so nam povedali, kako je vse skupaj izgledalo, in dejansko so povedali, da so se z nekim tem keramičarskim kladivom, gumijastim, naprimer tolkli po roki ali pa da je nastala modrica. Da je nastala neka modrica, oteklina, da je potem tam zdravnik na urgenci napisal, da je vidna oteklina in podplutba na roki ali pa kaj podobnega. Še nekaj mi ni jasno, če se zgodi prometna nesreča, ker namreč pred tem podcastom mi je tudi en znanec oziroma prijatelj, ki je to doživel, zaletel se je enemu v zadnji del vozila. Ampak taka minorna prometna nesreča v prometu, ni bil to nalet na avtocesti, kakorkoli, ker bi se res lahko zgodilo nekaj hudega. In v človeka, v katerega se je zaletel, je zahteval, da kliče policijo. Ni bilo dosti, da bi priznal krivdo, izpolnil obrazac. In ker je prišel policist, so seveda naredili zapisnik, on je rekel, pregledal sem, zaletel sem se ga, pa je pa policist pristopil do njega, pa je rekel, a ste vi opazili specifiko tega človeka, v katerega ste se zaletel, pa pravi, ne, kaj. Ga je že policist prepoznal kot tipa človeka, o katerem govorite. Se pravi, je rekel, poglejte, njegov avto zelo je pobuškan iz vseh strani,
verjetno bo vložil proti vam tudi odškodninski zahtevek za rasno telesno poškodbo. In točno to se je tudi zgodilo. A je zdaj to prevara? Oziroma, moje vprašanje je tudi, če ti po prometni nesreči prideš na urgenco, pa rečeš, vrat me boli, pa greš na slikanje vratu ali pa hrbtenice, ne vem pač, kakšen je diagnostični postopek, a ni tudi, da more zdravnik reči, to je poškodba ali pa ni poškodba. Ali kakšno je to sodelovanje mogoče, če je sploh? Ja, sej prejle smo že omenili tiste ovratnice in to. Ne? Zdaj, prevara bi bila v primeru, da te vrat ne boli, pa greš na urgenco, pa lažno navedeš, da te vrat boli, pa potem na zavarovalnico vložiš odškodninski zahtevek in tako naprej. To bi bila prevara. Ne? Kaj je bilo v tem konkretnem primeru, ne vem, težko sodim, tudi dejansko so takšni primeri lahko zelo mejni in tudi te načini oziroma te limiti, kdaj neka oseba zazna bolečino in tako naprej, so lahko zelo različni, tudi mogoče neke predhodne poškodbe pa zdravstvena stanja posameznika lahko na to vplivajo. Zdravniki ponavadi se te poškodbe obravnavajo na nekih urgentnih blokih, kjer opravijo to osnovno diagnostiko. Ja, pregledajo pacienta, ponavadi je neko rentgensko slikanje, na katerem pač se neke poškodbe vratnih mišic niti ne more opaziti, niti se jih ne vidi. Ne? Tako da potem pač zdravniki tam opišejo tudi tisto, kar je pacient povedal, mi pa na podlagi tega potem obravnavamo odškodninski zahtevek, ki ga dobimo. Zdaj, zavarovalnica potem seveda, mi to pogledamo veliko širše, preverimo, kakšne so poškodbe na obeh udeleženih vozilih, vključimo izvedenca, ki napravi izračune, kakšne računate tudi cilje? Tako da na podlagi tega se potem dejansko vrednoti, do poškodbe lahko prišlo, ob kakšnih mejnih primerih se vključi tudi izvedenca medicinske stroke. Tako da, ja. Če zdaj bo zanimivo, ratuje. Ja, mogoče malo provokativno vprašanje. Mislim, niti ni provokativno, če ga bo kdo to razumel, pa tudi. Zanima me takole čez uč ali čez prst, ko se reče, kakšno je razmerje med prevaranti po spolu, moški, ženske? Te analize pa dejansko nismo nikoli delali. Ampak dobro, lahko rečemo, poslušaj, ponovadi imamo opravka z moškimi, se to ni, mislim, ne. Je težko reči. Ne bi si zdaj upotrditi, da je ravno pol, ampak okay. Je pa, nismo zaznali, da bi bila tukaj kakšna posebna odstopanja. Zanimiv. Mislim, jaz, ne vem, mogoče sem jaz smotan, ali pa jaz bi si bolj mislil, da so fantje bolj pogumni, ali pa kaj pa jaz vem. Kakšne te organizirane skupine, rečemo, ne? Ja, pa so bile tudi ženske udeležene. Ja. Kaj pa te organizirane skupine? One to, recimo, počnejo za druge stranke pod narekovaji, ali kako to zgleda? Mislim, če je neka organizirana skupina, predstavljam si, da se oni ne butajo non-stop, pa prihajajo po zahtevke pač na zavarovalnico, da to počnejo za koga drugega. Ponavadi so različni udeleženci, ki jih v bistvu te organizatorji zagotovijo, za neko manjše plačilo, so potem tam v avtih oziroma čisto odvisno od primera. Imeli smo tudi primere, ko recimo sta bila v dveh udeleženih vozilih samo 2 udeleženca, ostali so čakali zraven in so potem, ko je policija prišla na kraj, rekli, da so bili v vozilu. Vse to so te konkretni primeri, ki me zanimajo. Če imate še kakšnega zanimivega, pa mogoče niti ne samo povezan z mobilnostjo, pa s prometom ali pa z avti. A imamo kaj s helikopterji? Ne, so pa, mene še ena stvar zanima, kdaj aktivirajo vašo grupo oziroma vašo ekipo, ne? A je to povezano tudi z višino odškodnine ali čim takoj ker ne vem, zdaj si predstavljam, če treba eno luč zamenjati, ok, zdaj so že nove LED luči, če cel modul menjaš, je saj 1500 €, ne? Ampak naprimer pri starejših avtomobilih, ali vas vedno izključno aktivira samo sum, ali vas tudi cenovni prag te, kdaj vskočite, kdaj se prižge alarm za kobro? Zdaj, da bi imeli definirano neko zneskovno mejo, tega nimamo. Načeloma bomo obravnavali vsak sum prevare, ki nam ga bo sodelavec sporočil. Je pa res, da kolegi na Škodah, ki te primere obravnavajo, veliko zadev rešijo tudi sami. Oni, ko pride do prijave škode, če se že v tistem trenutku ugotovi, da stvari ne gredo skupaj ali pa neke sporne okoliščine ugotovijo,
se pač poda odklonitev stranki in je zadeva zaključena. Če je zadeva bolj kompleksna, se pravi, če so potrebne neke dodatne poizvedbe, analize in tako naprej, takrat pa to sporočijo nam. To je en način, drug je pa tisto, ko sami preko tega programa, ki ga imamo, ali pa preko sodelovanja z drugimi zavarovalnicami in podobno, sami zaznamo neke sume prevar v povezavi s kakšnim škodnim primerom, takrat se pa sami aktiviramo. Na kjer primer ste pa vi najbolj ponosen, ko ste ga odkrili? A je bil zahteven? A je bil ful zahteven? Bilo je več zahtevnih primerov, na katerega sem jaz najbolj ponosen. Ne bi izpostavil enega. Zdi se mi, da je pomembno, da pogledamo na naše delo kot na celoto, ne samo na en primer. Bilo je nekaj večjih, nažalost tudi kakšne interni sumi prevar, se pravi v povezavi z našimi sodelavci. Tega je na srečo zelo malo, ampak tudi se zgodi. Mislim pa, da ponosen sem pa na praktično delo kot celoto in na delo naše ekipe. No. Zelo veliko sodelujemo med sabo, tudi, bom rekel, primeri, ki jih obravnavamo, ponavadi niso plod dela posameznika, ne. Ampak veliko sodelujemo, predvsem debatiramo, si izmenjujemo mnenja, tako da. Omenil so to interno v bistvu zadevo, pa bi jaz mogoče rekel, da poznam eno zadevo, ki je na pol interna. No, to so te zavarovalniški agenti, ki v bistvu pobirajo zavarovalnine in jih potem nesejo na zavarovalnico. Slišal sem, da obstajajo tudi taki primeri, da agenti tega zahtevka ne odnesejo na zavarovalnico, ampak vzamejo denar od stranke svoje in upajo na to, da stranka ne bo naredila škode. So ti taki primeri znani? Se pravi, verjetno premijo, ki jo stranka plača agentu. Ja. Smo se srečali tudi s takimi primeri. Nažalost, smo jih potem obravnavali, se pravi, se pogovorili s strankami, napravili analize in potem na koncu pač tudi s temi agenti. Ja. On, verjamem, da avtomatsko izgubi neko licenco, da sploh še kdaj posluje z vašo zavarovalnico. Ja, različni ukrepi so seveda prekinitev poslovnega sodelovanja, v določenih primerih se potem tudi agenciji za zavarovalni nadzor sporoči glede oziroma poda predlog za odvzem licence in tako naprej. Različni ukrepi so tudi kazenski postopki, odvisno od narave posameznega primera. Na srečo so to relativno redki primeri, bolj s posameznimi se srečamo, tu pa tam. Se pa zgodi, ne, seveda. Tudi če pogledamo zavarovalnico Triglav, je to relativno velik sistem, več tisoč nas je zaposlenih, tako da seveda je kdaj tudi kakšna nepravilnost pri. Klemen, obstaja nek tak punkt, ne vem, nekje na cesti v Ljubljani ali pa kjerkoli v Sloveniji, da če pride do neke nesreče, da ti že tako, da se te lučka takoj avtomatsko pržge, pa da rečeš, opa, tole bi pa znal biti nekaj za nas. No, ravno pri tistih organiziranih združbah, ki sem jih omenil, takrat smo imeli eno skupino, ki je prirejala te prometne nesreče na tem ljubljanskem pa gorenskem območju in pogosto je bilo recimo ob severni obvoznici te vzporedne ceste, ki so servisne, recimo tam od Rondoja, pa potem med Rondojem Tomačevo in BTC-jem in tako naprej tam pri Novih Jaršah. Se pravi v križiščih, ki so tam, ne pa na samih, ne na obvoznici, ampak na teh vzporednih prometnicah. Zakaj? Ne vem, verjetno je bilo tam malo manj prometa, ker večina prometa teče po obvoznici, ponavadi je bilo to v nekih večernih urah ali pa zvečer, ko je bil že mrak. Moče v gužve delati, so zelo. Ja, pa da jih kdo vidi. Ne, se ve. Ne, se zanimivo, vidiš, da vsaka stvar ima svoj vzorc. Ja. Klemen, pa še eno vprašanje. Ne? Jaz dostakrat napišem, da kakšen avto, tak izrazit vozniški, mi veliko pove, pa nič ne govori. Ne? Ampak stari avti ali pa novi avti, stari avti so težje dali kaj iz sebe, da se mi je krivica zgodila, ko dajo novi. Ker zdaj že imamo na nek način kup ene elektronske diagnostike, vice, koliko silovit je bil pojemek, če gre avto na izredni tehnični, koliko je bil avto do blokade pritisnen. Se pravi, en kup parametrov že avto sam beleži. Kakšna je pot vpogleda, oziroma kakšna je razlika rešiti en primer z 25 let starim avtom ali pa z enim najnovejšim? Ja, dejansko nam je dostop do teh podatkov, ki so zdaj v sodobnih vozilih marsikatero stvar olajšal. Je pa res, da se pa tudi načini izvrševanja prevar spreminjajo na ta račun.
Mi uporabljamo različna orodja za pridobivanje teh podatkov. Ko obravnavamo primer, v tem seznanimo tudi oškodovanca ali pa zavarovanca, se pravi, dobimo njegovo soglasje, odčitamo. Praviloma ga kar dajo. No. Načeloma zavarovalnica tudi po splošnih pogojih lahko pridobiva podatke o škodnem primeru, a ne, in jih zavarovanec mora zavarovalnici tudi nuditi. Tako da v teh primerih zaenkrat smo imeli kar pozitivne izkušnje. Uporabljamo različna orodja, dejansko vozila beležijo precej parametrov v tistih nekaj trenutkih pred trkom, v teh tako imenovanih event data recorderjih, in kar precej znamk je zdaj že v Evropi, ki te podatke zagotavlja. Tako da na podlagi teh podatkov se marsikaj lahko ugotovi. Naprimer, kaj jaz vem, da so neke napake bile zaznane na nekih modulih že predhodno, preden je bil tisti domnevni datum škode, to je potem že lahko en tak razlog za sum, ali pa recimo zelo natančne podatke se lahko pridobijo o samem trku, o parametrih vožnje v času trka, ne vem, kakšen je bil položaj stopalke za plin. Kakšen je bil kot volana. Tako. Se pravi, ne vem, če zdaj dam nek primer, recimo, da vi vidite, da je senzor tipalo za parkiranje crknil že, ne vem, 3 mesece prej, pa nekdo uveljavlja škodo tisti dan, ne? Vi lahko te podatke uporabite, da izpodbijate njegovo zahtevo za... Tako, verjetno bomo pridobili še kakšno drugo informacijo zraven, ampak to nam je lahko vodilo. Ali pa en tak tipičen primer so, naprimer, zdaj na novih avtomobilih žarometi so zelo dragi, a ne, lahko so tudi več tisoč evrov, pride do okvare, potem pa zavarovanec, ne vem, namerno poškoduje tisti žaromet, pa zavarovalnici poskuša prikazati, da je prišlo do škodnega dogodka. In s pridobivanjem teh podatkov se potem vidi, da je bila napaka zabeležena že bistveno prej in je potem to lahko... Vse konc sem še to, ko smo želeli pri tem avti beležijo, ne? Že tako lahko snema okoli sebe, ne? A veš, če se kaj zgodi, ne? Lahko preveriš, če imaš sodoben avto, kaj se v tistem trenutku dogaja na parkirišču, pregledaš, izkoristiš vse kamere, s katerimi je avto opremljen in tako naprej. In najbrž prej se boste nabasali tudi na tak primer, ko boste videli človeka, ki je prišel pa nekaj naredil. Recimo, če je bila kakšna škoda na parkirišču. Recimo. To, a lahko pač neka stranka, da dokazuje svoj prav, prenese neke podatke iz avta, recimo, ne vem, posnetke iz kamer ali pa karkoli, recimo, ne vem, v Tesli ti lahko downloadaš neke podatke pa... BMW tudi. Ja. Ja, se v večini znamk se jih da, vsaj na servisu ti lahko to naredijo. Ne? Ja, seveda. Vsako takšno zadevo bomo na zavarovalnici sprejeli že pri obravnavi nekega škodnega dogodka, recimo, če bo nekdo v vlogi povzročitelja, pa bo želel dokazati nasprotno, če bodo taki podatki to izkazali, bo verjetno to tudi upoštevano. Ja, mi, ko smo Teslo prevzemali, mogoče ta zanimiva, ko smo se pogovarjali o teh kamerah, tudi ko avto stoji, vsako približevanje ali posname avto, ne? Mislim, lahko si to nastaviš. In so nam povedali na Tesli, so imeli en primer, ki je pes prlaufal, ne vem, ne me čisto za besedo držam, ne vem, ali je za žogca ali strani, v glavnem, in je zobi prebil vrat avtomobila. Ne? In človek je šel to oceniti in so mu rekli, to ne more biti poškodovano. In je pol prenesel, je downloadal in je dejansko prenesel posnetek iz stranskega ogledala, ko avto na parkirišču in se pa zaleti noter. Ne? In so pa rekli, pa drži. Zdaj, s posnetki kamer se v Sloveniji zelo redko srečamo. No. Vemo pa, verjetno vsi ste že gledali kakšne tiste YouTube videe, ne, iz Rusije in iz ne vem katerih držav, kjer so vozila praviloma že kar opremljena s temi dashcami. Tam je pa... To mi povej, super istočnico si dal. Kje se je tam, zakaj je tam sistem zatajil, da je zdaj toliko teh prevar, pa da se to dogaja, kar se dogaja? Ja, Ker počas. A so zavarovalnice spustile to priložnost, da bi to preverjali? Da bi prišle do uspešnih takih v bistvu oddelkov, kakor je vaš, da bi že v štartu zatrli te neke prevare, no? Bolj se mi zdi, da so mogoče tam druge vrste prevara. Ne? Tam se sploh pri teh primerih, ki jih vidimo iz teh posnetkov kamer. Ja, ki se mečejo pod avto. Ja. Tako, ja. Ko prije do avta se vstal, pa se pa naslov na haubo. Ja. No, pri nas se s takimi zadevami niti nismo srečevali, oziroma je bilo to res bolj izjema kot pravilo. Zakaj je
na tistih trgih tako ne bi vedel, ne poznam odgovora, ampak vsaj v tem delu Evrope mislim, da takih primerov niti ni. No, tudi v naših hčerinskih družbah po Balkanu se s tem ne srečujemo. Malo znano dejstvo. Veste, da ima Citroen C3, oziroma vse imel v lansiranju, da ima serijsko kamero, ki beleži točno take stvari, sprav serijski dashcam. A imaš še kakšen Citroen pa to? Ne, to je imel samo C3 in to so kar opustili, noben drug avto ni imel tega. Mislim, zdaj vidiš te novi, no. Ja. Ampak ti si imel pa kar tako serijsko. Mal vrhunc je bil takrat, a pa je bil vrhunc najbrž že pred tem, da je Citroen odreagiral, namreč, a veš, tako obskuren malček ene znamke, da je imel kamero, že ki si ga kupil, pa noben za njim, najbrž, ali bo kdo od Citroena povedal, ali se to še dogaja. Ne, jaz se spomnim, da sem tisti teden, ko sem imel avto na testu, polsko snemu, pa neke kompilacije delov, ki so pred mano čez rdečo malo zapeljali, pa tako, a veš? Ja, tako je. Je bilo zanimivo. Takrat se nam je dogajalo. Ok, ampak jaz imam še eno, ki bi rad stvari prišel do dna, ne? Sploh prej ste dal to dobro istočnico, te LED luči so zdaj drage, ne? Kaj pa vandalizem, ne? A vi lahko ugotovite, naprimer, en reče, jaz imam pa moja ledica, ima pa že, ne vem, 18,000 delovnih ur, sem kupil avto takrat, kako prepoznati, je bil res kamen, a je bila brca, ali pa si pa zvečer prišel pa skladvom udaru, a take stvari lahko najdete? Takšne zadeve so kar izziv. Te vandalizmi so izziv. Je pa res, da zdaj nam je ravno ta digitalna forenzika, podatki, ki so v modulih v vozilu, nam je k temu pripomogla. Ne. Vse te napake, če je zaznana že predhodno, nam je lahko indic za to, da gre za neko prevaro ali pa namerno povzročeno škodo. Ne. To se pravi, če zdaj prav razumem, novejši avti znajo povedati bistveno več, kot so včasih znali. Ne? Ja, je pa res, da so tudi recimo deli na vozilih bistveno dražji. Vsi ti asistenčni sistemi so zelo dragi. Ne? Včasih je bila pač tudi oprema vozil bistveno bolj skromna, cenejša. Z tega naslova so bile verjetno tudi zavarovalne premije nižje, ne? Ampak kljub vsemu. A kdaj je kakšno srno zgolfa? Naprimer, da se poč v škarpo, pa gre pa od psa dlako odščipen, pa jo zatakne za luč, pa reče na let. No. Evo, saj sem vedel, razmišljal sem danes, kakšne primere bi izpostavil ali pa katere... Ja, folk po maj že kričijo. Ej, Klemen, povej že kaj. No, tega se nisem spomnil, ne, ampak zdaj se ga pa spomnim. Ja, imeli smo primer, ko so bile na odbijaču, na počenem odbijaču nekak čudni položaji teh dlaka, ne. Tudi dlake so bile čudne. Nenaravno. Brki. No in potem, ko je kolega šel na teren do tiste stranke, neko hišo, ograja je bila in tam je bil pač nek ta domači kuža, muri ali kakorkoli. Ne poškodovan. Ja, imel je tako le en šop dlak mu je manjkal. Bogi. Imeli smo primere, ko so recimo dali tudi neke te ščetine od metle, pa so rekli, da je to srna. Ne. Come on. To je človeška domišljija, to ne moreš verjeti. Ne? Ja. Tako da si pomagamo pol tudi tukaj na različne načine, ali tako z nekimi klasičnimi razgovori. Vključili smo nekajkrat tudi kolege oziroma strokovnjake, mislim, da na biotehniški fakulteti, kjer so prvo analizirali. Se to me zanima, kako daleč greste. Ja. Zelo odvisno. No. Ni to pravilo, da bi se takih stvari posluževali. Teh škodnih primerov je veliko, tako da v prvi vrsti je seveda gledamo na to, da je stranka zadovoljna, pa da so škodni primeri čim prej rešeni, tudi zaradi tega, ker bistveno več je poštenih strank. Ne. In jaz vedno rečem, nikoli nam ne sme biti vodilo pri reševanju škod ali pa pri poslovnih procesih to, da bomo stranki komplicirali na račun tistih, ki so goljufi. Goljufov je relativno malo, verjetno nekje 5% ali pa mogoče še manj. Tako da v prvi vrsti je treba imeti v spredju poštene zavarovance in oškodovance, tako da predvsem, da njim ne zagreniš ali reševanja škode, čakanja na zavarovalnino in tako naprej. Je pa seveda pomembno, da se borimo proti temu, tudi zato, ker vse te goljufije, sporni zahtevki zvišujejo premije nam vsem. To je tisto glavno sporočilo. No? Take stvari se ne splačajo, ker na koncu vsi plačamo to. Ne? Ja. A pa kakšnega, ki ste dobili, se je tudi iskreno opravičil ali pa vam je rekel, sem bil v stiski,
evo, dobili ste me ali kakorkoli. Naletite tudi na kakšen tak iskren odgovor, ne sem glavo dol. Pa. Ja, je pogosto. Pogosto naletimo tudi na iskrene odgovore, naletimo tudi v bistvu na, pa ne tako redko, na v bistvu nevednost ali pa naivnost zavarovancev. Pogosto marsikdo tovrstnih primerov niti ne dojema kot goljufijo, kot kaznivo dejanje, ampak enostavno mogoče dobi nek nasvet od kakšnega prijatelja, znanca, dej, kaj pa če bi ti to prikazal na tak način, pa boš dobil kakšnega Jurija od zavarovalnice, ne? In pač to naredijo. In potem to tudi zelo hitro priznajo, se pokesajo in pač je zadeva zaključena. Ne? Imeli smo različne primere. So olajševalne okoliščine, če vam prizna pol? Predvsem v tem smislu, da tudi z našega vidika je bistveno manj dela. Ne? Nekdo se potegne nazaj, je pač zadeva rešena, se zaključi in je to. Nam ni v interesu, da posamezniku kompliciramo življenje ali pa tudi konec koncev sebi, ampak je bistvo, da ugotovimo, ali so okoliščine nekega škodnega dogodka dejansko take, kot so prijavljene. Ne glede na to, ali bo sum prevare na koncu potrjen ali pa ovržen, bistvo je, da zavarovalnica potem, če že plača škodo, da vemo, da smo plačali tisto, kar je dejansko nastalo. A si se kdaj pri svojem delu že srečal z tako vrsto frustracije v tistem momentu, da je zagrozila tudi fizična agresija, v smislu, da srečaš nekoga na drugi strani, ki je zares svojega denarja vreden, pa da si bil ogrožen na kakršenkoli način? A je to vedno smooth? Gre skozi, ne gre skozi, ajde, čau. Ne, ni vedno smooth, situacije so različne. Jaz osebno se s kakšno, bom rekel, posebno ogroženostjo nisem srečal. Bili so seveda problematične osebe, s katerimi smo mogoče tudi, bom rekel, bolj, na bolj konflikten način zadevo reševali, ampak nikoli ni pripeljalo do kakšne kritične situacije ali pa česa. No. Tako da tudi v primerih, ko naprimer se na prvo žogo, ko začnemo zadeve preverjati, kakšen zavarovanec razjezi, pa mogoče burno reagira, če mu obrazložiš, kaj je v ozadju tega, zakaj upravljamo dodatne poizvedbe in kaj želimo v bistvu sploh izvedeti, in če to normalno skomuniciraš, moja izkušnja je taka, da so kar kooperativni in potem tudi na koncu to sprejmejo z razumevanjem. Ne, hotel sem se reči, da jaz, če sem čisto iskren, jaz sploh nisem vedel, da obstaja tak oddelek. Jaz sem mislil, da se vse konča pri tistem, ki ti pogleda avto, pač pa mogoče neko stopnjo više, ki nekdo odloča o tem. Ne? Nisem pa vedel, da obstaja. Meni recimo, kakor prav Jure, zavarovalniški Sherlock Holmes. To sploh nisem. Ne, jaz sem pa vedel, ker doskrat spremljam te oddaje, ki me zanimajo. Mislim, da je bil tudi enkrat prispevek na RTV-ju ali pa je bilo na vašem portalu Vse bo v redu. Kar je name naredilo vtis, kako natančno je to delo. Ne? Ker takrat mislim, da ste imeli komplet na nekem izris neke prometne nesreče in prav to, kar ste omenili tudi Klemen, izračunavanje sil je bilo, kot volana, koeficient, mislim, da je bilo takrat na uni podlagi celo koeficient oprijema na točno določeni cesti. Ne? Tako da je tako resno forenzično delo, to ni kar hec pa malo čez prst. Ne? Za to vrstne zadeve se sicer poslužujemo zunanjih strokovnjakov, imamo pogodbenike, ki nam takšne izračune delajo, nismo pri nas v oddelku strokovnjaki za vse, tako da vključujemo tudi zunanje sodelavce, ampak ja, seveda, ko gre, če so ugotovljene sporne okoliščine in če zavarovalnica ugotavlja, da neka, bom rekel, zadeva smrdi v narekovajih, takrat seveda moramo narediti vse, da to tudi dokažemo. Pavšalnih ocen v teh primerih ne moremo dajati, tako da v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki, pa seveda tudi z zavarovancem ali oškodovancem, ki je primer prijavil, potem poskušamo ugotoviti, kakšne so dejanske okoliščine. Pa nekaj me še zanima, če sta prej moja dva bencinska brata izpostavila ceste. A je kakšna znamka posebej podvržena goljufijam? Ja, tukaj sem se vozil, sem prav o tem razmišljal, ker teh podatkov tudi ne spremljamo, ampak bi rekel, da glede pogostosti obravnavanih sumov bo to verjetno kar usporedno z številom posameznih znamk pri nas. No. Tako da mogoče kakšna prav posebej ne izstopa. Verjetno glede na to, koliko je kakšen avto pogost. Se pravi, Renault je največ, če se ne motim, tako da bo verjetno tudi
po številu ta znamka izstopala, pa ne zaradi tega, ker bi bilo največ goljufov voznikov Renaultov, ampak pa zaradi tega, ker je teh vozil največ zavarovanih. Pa je percentualno pol vsaj so vozila višjega cenovnega ranga pol večkrat deležna teh preiskav vaših? Ne, zelo odvisno. Ne. Imamo primere, ko so neki trki namerno povzročeni z vozilom nižje, ali pa je lažno prikazano, kot da je povzročitelj. Zaradi telesnih poškodb. Ne zaradi telesnih poškodb, ampak zaradi izgube bonusa. Ne. Prikažejo lažno, da je povzročitelj nek avto nižjega cenovnega ranga, nek avto, ki je bil pa poškodovan v nekem drugem škodnem dogodku, bom rekel kakšen drag BMW ali pa kaj podobnega, pa recimo nima kasko zavarovanja, takih primerov sploh ni malo, potem lažno prikažejo, da je bila škoda povzročena strani ali nekega poceni vozila, ali pa recimo strani traktorja. To so zelo pa še meni instinkt butno nota, veš. Se pravi, oni izberejo plebejčka Cliota. Ja, seveda, Jure. Zdaj le v boku vrata Mercedesu S. Brez kaska. Upam, da ne bom preveč idej dal zdaj, ne? Ne. Ja, prepozen, ne, kaj? Jaz bi se za trenutek, prav tako, kot Saša je rekel, da niti ni vejo, da obstaja ta oddelek. Jaz sploh nič, ali pa zelo malo vem o zavarovalniških prevarah, ali pa zavarovalnicah na splošno, ampak če gremo malo stran od avtov, kaj pa recimo je to če so pri avtu v spredju take poškodbe, mogoče malo smotane, kot smo rekli, pa se je tečno s tem ukvarjati, kaj pa recimo pri nepremičninah ali pa kakšno drugo področje, kaj izstopa, kaj mogoče. Ne vem, bi bilo nam zanimivo. Ne vem, da crkne neka naprava, pa da je vsaka prijava udar strele. Kaj je tisto, ki rečeš, prbajti, pa moraš vedno paziti na te 3 primere, zato ker to je že skoraj signature move nekoga, ki bi rad na hitro nekaj naredil. Ne? Recimo pri premoženjskih zavarovanjih tam imamo tudi kar precej prevarja, če ste ravno hiše omenili. Kakšni izlivi vode v večstanovanjskih blokih so zanimivi, ko večkrat prijavijo škodo naprimer po svoji zavarovalni polici, pol po zavarovalni polici, ki jo ima sklenjena upravnik objekta, etažni lastniki, pa potem mogoče še iz odgovornosti zgornjega soseda, pa vsak zahtevek je pri drugi zavarovalnici in če si zavarovalnice ne bi podatkov izmenjevale med seboj, pač tega ne bi vedeli, in bi lahko takšen zavarovanec dobil 3-kratno plačilo, kar je pa seveda prepovedano. Kaj pa, če si ti zavarovan, ker jaz teh stvari tudi ne poznam, pa me zanima, če sem jaz zavarovan pri Triglavu, pa še pri, ne vem, kam imamo še zavarovalnice. Ja, pa če pri drugih dveh, pa nobene druge ni. Pa mi cel poč. Nič ni. A tu so ti dolžne 3 zavarovalnice izplačati ali samo ena? Ne, upravičen si, če si zavarovan pri 3 zavarovalnicah, se pravi, če imaš isti objekt zavarovan pri 3 zavarovalnicah, kar sicer ne bi bilo logično, je pa možno, lahko zavarovalnino dobiš izplačano samo do višine dejanske škode. Aha. Se pravi, ti pri zavarovanju ne smeš obogateti, pri premoženjskem zavarovanju. Drugače je pri življenjskih zavarovanjih, tam velja načelo, da je življenje oziroma telo neprecenljivo in tam si pa lahko skleneš tudi več zavarovanj za različne zavarovalne vsote in potem dobiš izplačilo po večjih zavarovanjih. Se pravi, če vas prav razumem, če si zavarovan življenjsko, ne vem, zoper poškodbo, bolezen, si lahko na različnih zavarovalnicah zavarovan in si tudi upravičen v primeru, da se ti nekaj zgodi do večjih izplačil. Tako. Aha. Pri premoženju, recimo pri avtomobilih, stanovanjih, drugih predmetih je pa to drugače. Pač lahko dobiš toliko, kot je tista dejanska škoda. Aha. Zdaj, prej si omenil tisti primer, ki je zelo priročen. Ja. Vem, kaj boš vprašal. Ne. Priročen. Ne, mene samo zanima, a je, pač to je bil zelo tak odmeven, pa vsi ga poznamo, pa vemo, zakaj je šlo in tako naprej in pa še kup enega drugega strani se je vsul. Mene zanima, če je to razmeroma pogosta stvar, pa zdaj ne govorim roka, ne govorim, da si nekdo, ne vem, mezinček malo ali pa nekaj. A veš, a je to izhod v sili za marskoga, ne za marskoga, a je to nekaj, s čemer se razmeroma redno srečujete, no? Se pravi, neke samo poškodbe. Ja. Ne, s tem se srečujemo redko, gre kar za izjemne stvari. Pogosto, kar se tiče teh telesnih poškodb, se srečujemo, to je kar malo folklora v Sloveniji, recimo mi se včasih pohecamo v oddelku, da imamo Slovenci najbolj čiste stopnice, ker imamo toliko padcev na mokrih stopnicah. A res? In potem zahtevkov, recimo iz naslova odgovornosti,
če imaš ti zavarovano hišo ali pa stanovanje ali karkoli, imaš pogosto tudi svojo odgovornost zavarovano in potem imamo veliko prijav, ko naprimer kakšen oškodovanec prijavi, da je ob obisku pri prijatelju ali pa ne vem, ko je pri kakšnemu znancu opravljal neka dela, mu je pri čem pomagal, so bile ravno takrat pomite stopnice ali pa se je olje polilo po stopnicah in je padel in se poškodoval. Cela friteza. To se pogosto zgodi, ne? Olje. Ne? Cela friteza se zdi. No, pa smo dobili mi eno slovensko prevaro, ne? Čiste štenge. Ej, kaj pa, recimo, no, upam tudi to vprašati, a si kdaj sodeloval pri preiskavi kakšnega umora? Sem sodeloval v prejšnji službi. Ja. V prejšnji. Drugače pa recimo, če bi bil zdaj nek zahtevek za neko smrt, pa za odškodnino, bi v tem primeru počakal na poročilo policije ali bi tudi sočasno vaš oddelek raziskoval tako stvar? Zelo odvisno, če bi šlo za sum prevare, se pravi, da bi nekdo izkoristoljubje. Tako. Če bi bila neka taka škoda, s takšno se še nismo srečali na srečo, če je nek tak dogodek posledica kaznivega dejanja, ki bi ga storil zavarovanec, potem je to izključeno, ne, iz kritja. Klemen, še en primer, ki me je tudi že kakšen vprašal, pa nisem bil čisto ziher, nisem sploh bil ziher, kaj v tem primeru se zgodi. Naprimer, prometna nesreča. Avto gre na izredni tehnični pregled, poškodba ali pa bog ne daj celo smrt, pa se ugotovi, da je čipen, da ni v skladu s tem, kar piše v homologaciji. Se pravi, to, kar je popularno, ljudje si dajo povečati moč pa navor, na izrednem tehničnem pregledu se to ugotovi, da je bil poseg v motor, a je tu zdaj goljufija, a se tu lahko zaplete ali je tu nekaj tacga, kar se pričakuje? Ne, zdaj to sama po sebi goljufija ni. Je pa to seveda potem vprašanje zavarovalniških splošnih pogojev pa tehnične izpravnosti vozila. Je res, da sicer zavarovalnica tehnične izpravnosti niti ne ugotavlja, to je pač naloga policije oziroma tehničnih pregledov ali pa izrednih tehničnih pregledov v takem primeru. Ampak ne, zdaj sama po sebi takšna stvar niti ne bi bila goljufija. Bila pa bi goljufija, če bi recimo nekdo želel prikriti to ali pa lažno prikazati zavarovalnici, da je avto tehnično izpraven zato, da bi prišel do zavarovalnine. Če bi že bila taka situacija. Ej, a te je že od majhnega zanimalo, mislim, so te zanimali taki poklici? Tako, a si že od majhnega iskal odgovore? Ko sem bil majhen, me je zanimal marsikaj. Razmišljal sem, da bi bil vodovodar, pa kuhar, pa gasilec. Zdaj sem pa zavarovalniški preiskovalec. Kje se je pa začel? Mislim, se štekam, policaj je en tak poklic, ki te potegne noter, recimo že od majhnega, ne? Se pravi, najprej je bilo zanimanje za policijo, biti policaj. Ja, to je pač tekom fakultete in tako naprej potem prišlo do tega, da sem se zaposlil v kriminalistični policiji. Potem se je pa pokazala priložnost v zavarovalnici. Po več letih zaposlitve v policiji se je šlo za sorodno področje v bistvu, kar se tiče preiskav, in sem zbral pogumno, pa se odločil za spremembo kariere. Koliko časa si zdaj že pri zavarovalnici? 9 let. 9 let že? Ja. To je kar nekaj kilometrine, no? Nekaj preiskav je že mimo. Ja. Še kakšen bizaren primer. Ne, ker mene zanima, ker smo osnovno... Odrezana roka ni dost. Ne, pa nismo o tem govorili, pa šele zdaj tretjič govorimo o tem. Ne, zanima me, a smeš govoriti, zdaj smo veliko v zavarovalniških prevarah, pa se bomo najprej še vrnili. Kaj pa, ki si bil pri kriminalistični enoti pri policiji? Ali se spomniš kakšnega primera, ki si rekel, stari, to pa nam manjkol pozabil, pa ne rabiš zdaj neki. Ampak tako, da je bilo neki čisto odbitga, no? A veš, kaj tako, ko rečeš, ok, to se ti zgodi pa enkrat v življenju. Več je bilo takih, ja. Tam so bili mogoče malo bolj kruti, bolj specifični primeri. Tako da v tistem niti ne bi... Nisem mogoče niti mislil o nasilju, tako, ampak da rečeš, stari, vsaka čas, da si se to spomnil. A veš, niti ne rabi zdaj, da se nekomu kaj zgodil. Ne, tako, mogoče, boš bi mogel postaviti vprašanje. Mogoče, a se spomniš primera, ki bi lahko skoraj čestitil človeku, da si rekel, stari, to si se mogel pa Facebook poglobiti. Svaka čas za izvirnost. Svaka čas za izvirnost. Bolj me to zanima. No?
Spet razmišljal o Mukušku. Spleša. Ne, težko ne spomnim. Tisti je bil zavarovalniški primer. Ne? Ja, vem, S tistim se policija ni ukvarjala. Kaj pa vem? Težko izpostavim kaj posebnega. Dobro. Okay, Klemen, pa imate kakšno tako foro, kot pri policiji, pa če gremo na goljufijo srno, ne, pa vi vidite, da promptno niso to ta prave dlake v to. Pa da pogledate na razgovoru pa rečete, a pa ste vi zihar, da niste človeka povozil? A je kdaj ta vloga? Good cop, bad cop? Tudi pri zavarovalniških preiskavah? Bolj ne, se poskušamo izogniti takšnim situacijam. Jaz recimo ne bi mogel biti tako strogo profesionalen, jaz bi rekel, stari, come on, daj nehaj. Kolikrat pa zadeva pride na sodišče? Eno so seveda ti civilni postopki, ko zavarovalnica odkloni škodo, pa potem po obravnavani pritožbi stranka vloži tožbo. To je pač en primer, pa je lahko to tudi posledica odklonitve zaradi tega, ker je bila prevara potrjena. Drug primer so pa kazenski postopki, teh je, bom rekel, glede na število obravnavanih primerov relativno malo, ampak jih pa ravno tako sprožimo, ne, oziroma naznanimo sume kaznivih dejanj, če gre za neke večje primere, tako kot sem na začetku povedal. To so pa malo bolj dolgotrajni postopki, tožilstvo, policija pač imata svoje procedure, preiskavo in tako naprej, tako da to pa ponavadi teče lahko tudi 5 ali več let, da pride do končne razsodbe. A pa se tvoje delo konča s tem, ko daš vse dokaze naprej, ali se tvoje delo nadaljuje s tem, da greš pol še na sodišče izpodbijati te trditve, recimo tega, ko je vložil? Zdaj, ne, v teh primerih, ko stranke vlagajo tožbe, potem zadeve naprej vodijo kolegi na pravnih škodah oziroma v pravni službi. Nas predlagajo kot priče glede teh naših ugotovitev, tako da mi potem nastopimo kot priče. Enako je pa tudi v kazenskih postopkih, tam smo pa pač seveda tudi kot priče vabljeni glede ugotovitev, ki smo jih imeli med preiskavo. A pa se vam je zgodilo, da je bil kdaj naprimer zavarovalniška prevara, naprimer konkretno pri neki prometni nesreči tako spretna, da so jo uspeli skriti tudi pod policijski zapisnik? Ja. Se pravi, ne, da bi bil policist udeležen v goljufiji, razumem, ja. Ampak da so rekli, da so tukaj razmišljali o stvari, da so rekli, bomo še policijo poklicali, pa bomo to probali skriti. Gredo ljudje to tako daleč? Glede tega imamo različne izkušnje. Pogosto seveda policisti na samem kraju prometne nesreče niti ne zaznajo, da gre za prevaro. Zares bi to tudi težko naredili, sploh recimo pri kakšnih manjših škodah, kjer pač policija pride na kraj zato, da opravi tisto osnovni ogled, poslika vozila, naredi zapisnik in takrat, glede na to, da niti nimajo neke celostne slike in podatkov o tem, ne vem, koliko zahtevkov neka oseba da, ali pa mogoče še kakšne dodatne okoliščine, ki so nam potem, ko je škoda zavarovalnici prijavljena, vidne, pač tega ne zazna in niti ni pozoren ob samem ogledu kraja. Imamo pa tudi primere, spomnim se zelo dobrih pa zelo podrobnih policijskih zapisnikov, ko so že policisti na kraju ugotovili neke sumljive okoliščine in so to zelo dosledno potem v zapisnik tudi zapisali za primer, če bi pač kateri od udeležencev na zavarovalnico vložil zahtevek. Ker takrat bi v bistvu prišlo do kaznivega dejanja, ko je zahtevek podan na zavarovalnico, tako da potem, ko smo tisti policijski zapisnik dobili, smo videli, da so že policisti ugotovili, da gre za potencialno prevaro in smo potem tudi policijo obvestili o tem, da smo dobili zahtevek. A se v tujini zavarovalnice poslužujejo detektorjev laži? Zdaj, kako je v tujini, tega podatka nimam. Vem, da pri nas predvidevam, da ne. Pri nas smo se tudi poslužili recimo pri detektivskih poizvedbah, ki so nam jih naši pogodbeni detektivi opravljali. Smo tudi recimo na pobudo zavarovanca opravili pri določenih večjih zadevah se je sam ponudil? Ja, so dejansko ponudili in imamo recimo v mreži pogodbenih sodelavcev imamo enega detektiva, ki opravlja tudi poligrafska testiranja in je pač potem to tudi izvedel. In potem upoštevate to mnenje? Ja, seveda, kolikor se da, ne. Zdaj poligraf v Sloveniji, vsaj v kazenskem postopku, ni nek dokaz, ne. Lahko je pa nam v tisti fazi, ko mi opravljamo raziskavo, lahko neka podlaga za odločitev, kako ravnati vnaprej. Ja, ker sami postavljate svoje pravila, ne? Tako.
Svoja pravila seveda postavljamo do neke meje, ki jo imamo po zavarovalni pogodbi in pa seveda pač tudi zakonske limite imamo, ne? Tudi mi, logično. Kako pa, se taj mogoče malo neumestno, se mene zanima, kaj pa, vi ste rekli, da ste upravljali tudi, da ste tudi pri primerih notranjega nadzora, ne? Se pravi, prevar, ki bi jih sodelavci vaši naredili. Kako vas pa gledajo ostali zaposleni, ste tako delk, tam je pa naš FBI, tam pa boš, da ne prideš, boš, da nimaš v kartonu, da si bil pri njih na razgovoru? Vsekakor si tega ne želimo. Jaz mislim, da imamo tudi z ostalimi sodelavci zelo dobre odnose, vsaj moj občutek je tak. Naša vloga je predvsem ta, da tudi sodelavce izobražujemo z tega področja. Jaz vedno pravim, prva obrambna linija pri preprečevanju prevar so ravno naši sodelavci. Te, ki sklepajo zavarovalne police, pa recimo kolegi na Škodah, ki obravnavajo škode, pa tudi na vseh drugih poslovnih področjih v zavarovalnici. In zdi se mi zelo pomembno, da jih recimo od časa do časa opozorimo na to, kaj je pomembno pri prepoznavanju nekih sumov prevar. Logično je, da bom rekel, če vzamem kot primer nek zavarovalniški agent, ki sklepa zavarovalno polico, ima v ospredju kot glavno vodilo svojega dela povsem druge stvari kot mi. In prav je tako, vseeno pa si želimo, da s temi izobraževalnimi aktivnostmi, ki jih redno izvajamo, pa opozarjamo na pomen preprečevanja prevar, poskušamo pri sodelavcih vsaj delno dvigniti to zavest, da so mogoče pozorni še na kakšne elemente, ki kažejo na prevaro, pa potem pravočasno to sporočijo naši službi. Tako da bolj z tega vidika se mi zdi, da je naša vloga pomembnejša, da s kolegi sodelujemo, ozaveščamo o preprečevanju prevar. Seveda je pa kdaj, nažalost, tudi kakšna preiskava povezana s kakšnim od njih, ampak to je tako redko, da mislim, da je velika večina se s tem niti ne sreča. Ja, vse za skupno dobro. Jaz bom pa Juretovo vprašanje izkoristil, pa ga bom mogoče bom tako vprašal, no? Če se pa slučajno odpre pri vas delovno mesto, pa zdaj recimo nekoga je že zamikal, da bi delal pri vas. Koga iščete? Kakšne ljudi iščete? V prvi vrsti seveda ljudi, ki imajo visoka etična in moralna načela. Iščemo ljudi, ki imajo mogoče kakšne izkušnje z zavarovalništvom ali pa s preiskavami. Čeprav to pri dosedanjih novih zaposlitvah niti mogoče ni bilo vedno glavno vodilo, ker tudi s tem našim notranjim sistemom usposabljanja pa izobraževanja lahko posameznika marsikaj naučimo. Iščemo nekoga, ki je zanesljiv, ki je natančen, ki je radoveden, analitičen, ima tudi posluh oziroma malo žilice za te nove tehnologije, IT tehnologije, analize podatkov. Tega je zmer več. Tega je zmer več, tudi naše preiskave predvsej temeljijo na temu big data principu. Tako da recimo nekoga takega. Zdaj, kakšen profil je to? Ponavadi, ko smo imeli razpise za delovna mesta, smo seveda navedli, kakšne so zaželene izkušnje, kar se tiče pa samih izobrazbe oziroma tega dela, smo pa kar različni, no? Od ekonomistov, pravnikov, potem vrstoslovcev in tako naprej. Se pravi, ni nujno, da je kriminalisti? Ne, absolutno ne. Jaz bi se sam vrnil mečkaj nazaj, prej, ko smo govorili o tem, kako so prevare lahko temeljite, čisto tak intermezzo. No? Jaz sem enega prijatelja, ki je zaposlen kot pri policiji, kot forenzik in ima čez poneverbe denar, pa pisava, pa kovanci in tako naprej. In mi je razlagal, kako je neverjeten, kako se da tudi lahko denar, bankovce izredno dobro ponaresti in da v bistvu do eni točki pride do tega, a se tistmu, ki to dela, sploh še to splača, ker v končni fazi bi lahko šli toliko delaš, da bi ti naredil tak dar, ki je identičen običajnemu denarju oziroma ta pravemu denarju, ampak bi toliko to vložil, se ti na koncu ne splača. Da moraš najti dober ravnovesje, napačen ravnovesje med tem, koliko imaš dober ponaredek, pa koliko je blizu ta pravemu denarju. No, tako zanimiv pa je pol kazal, kaj vse se da, pa kaj se ne da. Tako, res zanimiv. Koliko se lahko vržeš v to in kdaj se ti neha splačati biti. Mislim, ne, vedno narobe. Mislim, da se... Ne, prevare se nikoli. Službe ne bi dobil njegov modelko. Ker si etično in moralno sporen. Prevare se ne izplačajo in niso ok.
Ja, slej ali prej pride tudi ta denar do forenzičnega laboratorija. Ja, seveda, ja, se pravi, da ja, Vsakič, ko bom po hosti še to, pa bo kukavica zakukala, se bom spomnil na Cirila. To je neverjetno. Ne, no, ampak ja, tako lej, tako. On bi naredil boljši denar. Bolj vrednih 200 evrov, kot je 200 evrov. On bi za ponaredek 100 evrov prijel 102. Ja, lej, no se. Nekaj pa morate vedeti ljudje, Ciril je v bistvu zelo pošten možakar. Tudi on, če bi denar ponarejal, on bi banko od 502 verjetno naredil, da bi ga takoj dobili. Ja, no, kva. To sem se spomnil zdaj. Ne, veš kaj, res je zanimivo stvar. Klemen, vidim, da imaš zelo analitično tole mapo popisano, tako po linijah. Taki inženirski zapisi. A se tam kaj še takega zanimivega skriva? To so podatki o tebi, veš. Aha. To sem danes v službi, ker sem mal med kakšnim sestankom, pa mal med delom, ko sem razmišljal, kaj bi pripravil za tale današnji podcast, sem si malo zapisal, tako ko sem šel recimo čez leta dela, pa še s kakšnim sodelavcem sem se pogovoril, kaj bi izpostavil. Kaj je tazga, kar nismo omenili, pa želiš povedati? Dajmo malo pogledati, sigurno je kakšen minik noter tak pomemben. Čakaj, da pogledam. Ja, kakšni primeri so še, recimo zdajle, ko si omenil tole ponarejanje denarja. Ja. Tudi mi se srečujemo s ponaredki različne dokumentacije, sploh kakšnih zdravniških izvidov ali pa računov. Kaj, res? A se res računi, valjda? Računi. In tudi te so lahko zelo različni. Smo se recimo srečevali z računi pa dobavnicami od serviserjev, ki so bili tako sestavljeni, že se pravi, so izrezovali različne odprej izdane račune in jih potem lepili, pa skopirali in se je v bistvu že iz tiste kopije videli, da je zloženka. Čudna, da je zloženka. Je bila taka že na prvi pogled slaba kopija oziroma ponaredek. Taka Cirilova. Zdaj, ko to omenja, tega ni malo, po moje. Zaradi tega, ne vem, kaj, zgoriti hiša, stanovanje, greš nabirati račune. Kje boš zdaj najdel vse račune od tega, kar ti je zgorelo? Ja. In zikr pride do tega. Kakšni so pa bolj sofisticirani, se pa potrudijo, pa uporabljajo razne photoshope, prirejajo posamezne dele dokumenta in tako. Tiste pa potem teže ugotoviti. Pa imate tudi take primere iz Catch Me If You Can. Ja. Sprav, vaš razpon je od križišča v BTC-ju do Photoshop ponaredka štempilke. Še eno tako pop vprašanje, ki najbrž ni zdaj toliko relevantno, ampak mene Ferbec matra. Kaj pa je najvišji znesek, s katerim ste imeli upravka pri vračilu ali pa pri poskusu prevare? A veš, je to 7 milijonov, je to 12? Da je bil uspešen z vaše strani? Recimo, tako. Mislim, da je bila največji potrjen sum prevare, se pravi ena obravnavana zadeva je bila okoli 2 milijona evrov. A je šlo za nepremičnino? Šlo je za več škod različnih, ki so se pač dogajale v nekem obdobju in pri katerih so bile pol ugotovljene prevare. No, pač ta znesek je bil precej visok. Drugače pa teh posameznih, recimo, imeli smo primer, nekega delovnega stroja, ki je bil prikazan, da je vrednost 900 tisoč evrov, na koncu se je pa ugotovil, da se je prevažal, pa je potem do škode prišlo nek stroj, ki je v bistvu nič vreden in je šel v razrez za staro železo. Mogoče taka ali pa imeli smo primer, to so sicer kolegi v Bosni delali na Triglavu, pa smo jim malo pomagali pri tem, so poskušali nam prikazati lažno, da so bila v prometni nesreči poškodovana 4 kolesa, vsak ne bi bil vreden 12 tisoč evrov, šlo ne bi za neka profesionalna dirkalna ali ne vem kakšna kolesa, ki so se poškodovala med prevozom v Bosno, potem se je pa na koncu ugotovilo, da so bila sestavljena iz nekih kitajskih delov, posamezno kolo je bilo vredno 200 evrov, pa tudi vprašljiv je bil njihov izvor, ko smo zaprosili za račune, smo dobili račune od nekega podjetja, ki v enem letu sploh ni imelo prometa in tako naprej. Tudi superkari so se delale prevare, oziroma so bile domneve prevar, da so, veš, meni Arabci naredili avto s 3000 konji, ki bi šel 600 na uro, ne vem kaj. In da ne bi bilo uloženo van toliko pa toliko enih ur dela, pa toliko enega znanja in tako naprej, pa da se pol ta avto, ki poškoduje in ker je bil zavarovan kot nekaj, kar ni bil, da bi se pol poskušali dobiti neko zavarovalino iz nečesa, kar absolutno ni tudi približno toliko vredno, kot bi kdo navajal. To je zanimivo, ker v bistvu da bi bil uspešen v svojem
poklicu moraš biti ful široko razgledan, moraš vedno spremljati vse stvari. A veš, recimo, če nisi, kako češ vedeti, kjer kolo je dober, kjer je pa slab, ne? Ja. Ja, zdaj v takih primerih mi daleč od tega, da bi poznali vsa področja ali pa da bi bili poznavalci vseh teh nekih specifika. Ne. Na srečo imamo tudi v zavarovalnici veliko kolegov, ki pokrivajo zelo specifična področja in potem takrat tudi njih prosimo za strokovno pomoč. Imamo recimo, ne vem, neke specifične oddelke, ki se ukvarjajo s specifičnimi škodnimi primeri. Imamo konec koncev veliko kolegov, ki delajo na prodaji zavarovanj, pa zavarujejo različne predmete, ki jih oni zelo dobro poznajo. Imamo prevzemnike rizika in tako naprej. In seveda v sodelovanju z njimi potem pridemo do takih ugotovitev. Včasih, če pa tega znanja nimamo znotraj hiše, se pa tudi aktivira kakšne zunanje strokovnjake, ki nam potem pomagajo. Moraš pa v osnovi posel poznati, moraš vedeti, kaj je zavarovalništvo, kakšne so tista osnovna načela zavarovalništva, ki pa je, sej verjetno tudi vi veste, marsikatera stvar vam verjetno kot laikom z tega področja ni jasna in tako je pač pri večini ljudi. Umetnine so recimo ena taka stvar. Ste imeli dostakrat opravka s kakšnimi umetninami, ponaredki, takimi stvarmi? Prav ponaredkov se ne spomnim. Imeli smo določene primere, naprimer, ko je prišlo do tatvin, kakšnih umetniških del. Tam se potem vedno postavi vprašanje, kako je bilo zavarovanje sklenjeno, ali smo sploh imeli podatek o tem, kako vredno umetniško delo smo sprejeli v zavarovanje oziroma smo ga zavarovali. Potem se tudi ugotavlja, ali je bil dejansko ta ponaredek, ne vem, ali je bil odtujen ali karkoli se je z njim zgodilo, a gre za original ali je ponaredek, kakšna je njegova vrednost in tako naprej. Tukaj je praviloma vedno treba vključiti kakšne izvedence iz tega področja. Kirurg lahko zavaruje svoje roke ali pa dober mehanik? V okviru življenjskega oziroma nezgodnega zavarovanja lahko, seveda. Pa še eno, Saša, ti si bolj v vinih, a ti mogoče butasto vprašanje, a se da flašo enega orank vina zavarovati? Zakaj ne? Ne, se ne vem, zanima me. Mislim, da ja. A veš, če ti veš, da imaš doma ne vem, ko se temu reče, ti veš, neko arhivska vina, da imaš, veš, da so flaše, ki so, ne vem, tretje in da se malo bojiš in da želiš to zavarovati. A je to nekaj, kar gre skozi, oziroma je to, si se kdaj že srečal s čem podobnim, recimo? Pa ne, da spiješ, pa uveljavljaš škodni zahtevek, veš. Enega Petrusa spiješ, 4 ure, pa tako, škoda. No, kaj zdaj? A to je? Nekaj iz Bordeauxa letnih 83, cili pa na Radensko naredil. Flaša mi je dol pala. Ja, taki predmeti so lahko del nekega domskega zavarovanja. Če so, kam pade, to, ok. Ja, če bi recimo, ne vem, eventualno, da bi samo neko flašo vina zavaroval, iz takega zavarovanja ne poznam, oziroma takega produkta. Nisem tudi strokovnjak za vse zavarovalne produkte, ki jih imamo, tako da to bojo mogoče kakšni kolegi bolj vedli. Je pa možno je zavarovati marsikaj. Ja. Jaz sem se še en primer spomnil, se mi zdi, da je bil tudi tak dost odmeven. Kako dokazati, oziroma se ne znam drugače povedati, bom kar primer povedal, Takrat, ko se je zgodilo tisto plenjenje trezorja, tukaj v Ljubljani na Bavarskem dvoru, je pol banka in zavarovalnice so dalo javno objavo, naj ljudje dokažejo, kaj si imel v sejfu. Kaj pa, če ti tega res nimaš slikanega? Kaj se pa v tem primeru naredi? Najboljše, da poslikaš prej. Mislim, je to nekaj, kar svetujete, če nekam nekaj spravaš, da dejansko... Ja, zdaj tistega ropa sefov v centru Ljubljane konkretno ne poznam, niti ne vem, kakšni zavarovalni zahtevki so bili tam v ozadju. Predvidevam, da je imela tam neka zavarovanje sklenjena banka. Seveda je pa, če uveljavljaš ti zavarovalni zahtevek za neko določeno premoženje, ga moraš potem tudi dokazati, da si to dejansko izgubil. Ponavadi pa mislim, da je pri teh primerih, ko je recimo zavarovano premoženje v sefu, je ponavadi zagotovljena izplačilo do neke višine, kar je pa nad tistim, je pa potem potrebno dokazati z nekimi verodostojnimi dokazili. Jaz mislim, da so tam tako zelo individualni primeri, več pa pogovori, pa preiskave. Tam ni tako posplošeno, vsi dobite tok pa tok. Kaj pa kraj avtomobila, naprimer? To sem jaz tudi slišal že veliko primerov, da je bil pa problem.
naprimer to, ali so dokumenti v avtomobilu ali ne. Ja, to je stvar pogojev zavarovalniških. To niti ni stvar tega, a gre za prevaro ali ne gre. Mi recimo bi se v primeru tatvin vozil ukvarjali, če bi bil sum, da je nekdo lažno prikazal tatvino vozila, zato da bi dobil zavarovalnino za tisto. Sama kraja vozila je pač klasičen škodni dogodek, ki ga zavarovanje pokrije, če ga imaš sklenjenega, ne, se pravi delno kasko kombinacijo za krajo. Zdaj, če so pa te okoliščine izginotja ali pa prikazana ta kraja lažne, ne, to je pa potem naloga naše službe. A to ste imeli primer? Je bil kakšen primer, jaz konkretno ga nisem obravnaval, so pa kolegi to obravnavali. Je pa res, da tatvine vozila so v zadnjih letih kar upadle. Na splošno v Sloveniji, mislim, da že zadnjih 10 let upadajo. Tudi ta statistika, ki jo, če se ne motim, policija objavlja, na to kaže, tako da je tudi teh škodnih primerov z tega naslova manj. A ste vi dovedeli, da so enkrat, pa že dolg časa nazaj, ne enega, ampak meni zdi, da so 2 avtomobila enemu novinarju ukradli izpred hiše? Testna. Sprav avtomobilskemu novinarju testno novinarsko vozilo. Ja. Nisem vedel. Ja. Ne. Sem pa mislil, da je všeku za CLK GTR. Ja. Sam, to je bila Dobar, kraja. to je bila pač kraja, ja. Ampak Po mojem, zdaj mojem, zgodba, no? Ja, to je bilo no, že 20 let nazaj, so v okolici ali so v Prebrežcah dol, ja, so v enem skednu, ali ki je našel en avto, namreč gre za praktično za avtomobilski unicorn, zelo redek avto, koliko 27, koliko so jih naredili, ali 25. Gre za ekstremno športnega Mercedes CLK GTR, mislim, da je bilo par roadsterjev, pa večinoma so bili kupeji. Ta avto je bil ukraden ali v Švici, v Italiji, Saša, se ne vem. Zdaj sem tudi jaz pozabil. No, ampak je prišel do Slovenije. Potoval je skozi Slovenijo in potem so jih tam na koncu pred Hrvaško mejo pri Brežcah so jih pol našli. No, ampak to govorimo o avtomobilu, bom rekel 15 milijonov evrov. To so hudo dragi avtomobili, ki jih je samo ene par na svetu in je zanimivo, da smo bili mi takrat, da se je pri nas ustavilo. No. Ker drugačne te avtomobile se pa res zelo pasto, da niso v trezorih, so pa kar dobri in zavarovani in spravljeni. No. Jaz tudi mislim, da takega avtomobila kasko niti ne more vsak zavarovati. Ne? To verjetno se tudi preverja, če imaš... Ja, posebni postopki so seveda pri vozilih više vrednosti, se potem tudi ta prevzem rizika, določanje premije in tako naprej izvaja na drug način. Ni to. Ne prideš na tehnični pregled na šalter. Online. Verona, prosim, pa ta Širona. Dobar dan, jaz imam pa Ferrari F40 z kasko, pa imam po očetu 5. Online vse zrihta, sam kilovate vtipkaš. Ja, malo bolj komplicirano. Ja. Super. Jaz imam še eno vprašanje. Dej. Tu ste tudi sigurno imeli kakšen primer, zdaj sploh, ker so te vremenski pojavi bolj kruti in tako ali drugače. A točno se da zgolfati? A se vam je kdaj zgodilo, da je v nekem kraju bilo neurje, pa je šel hitro en vejo odžagati, pa je na avto na streho butniti? Ja, zdaj to je že malo težje dokazati. Ne? Je pa res, da pri toči je ponavadi težava, da poškoduje vozilo, ki nima zavarovanja za primer toče. Aha. In potem v takem primeru seveda škoda je ponavadi velika, ne? Če je poškodovano celo vozilo. Zavarovanci potem sklenejo zavarovanje recimo kasneje po škodnem dogodku, pa potem čakajo na neko točo na nekem območju in potem takrat prijavijo. Ne? Ja, zdaj, včasih se recimo borimo se proti temu, tako da seveda vozilo načeloma, ko se na novo zavaruje, se pogleda, poslika in tako naprej. Nažalost to ni vedno, tako da včasih pride kakšna taka zadeva tudi mimo, potem pa pač ugotavljamo. Kako pa udare strel ugotavljate? Se pravi pri škodah na premoženju, se pravi v hišah. Obstaja ena aplikacija, Streloisk se ji reče, ki prav spremlja oziroma beleži udare strel na območju celotne Slovenije. Res? Kako Streloisk? Daj zapis, Ciril. Streloisk. In mislim, da je sicer... Zapiš, da ni posnet podcasta, veš. Lej za zihar. Če se zbriše posnetek. Ja, tako da tam preko tega si pomagamo, pa mogoče tudi neka nevihta, se pravi vremenski podatki od Agencije za okolje nam kažejo, da je bila na nekem območju v nekem trenutku nevihta. Se to pogleda.
Mogoče ponavadi, če gre za neke večje udare strel ali pa če je več teh strel, je lahko tudi več škod prijavljenih na istem območju, pa ti to potem že kaže. Da... Ena čist mehna je bila, niste videli. Ja, pa je do televizora, da po kablu poštemo. Ja. Kaj pa v splošnem indici kažejo, da je smer manj prevar? Ne bi rekel, da jih je vedno manj, se spreminjajo mogoče sami načini izvajanja teh prevar, vedno odkrijemo kakšne nove sheme prevar ali pa se kakšne malo manj pojavljajo, tako kot sem že prej omenil. Manj jih pa ni, no. Tudi kakšnega posebnega porasta ne beležimo, mogoče beležimo tako rahlo rast sicer v številu obravnavanih primerov iz leta v leto, ampak je to bolj posledica našega dela, pa recimo uvajanja novih tehnologij pri delu, uporabe dodatnih aplikacij, povečevanja sodelovanja med zavarovalnicami, ne vem, uvedbe raznih orodij in tako naprej. Se pravi, zaznamo več prevar. Ne bi pa rekel, da mogoče ta številka kot taka narašča. No. Tudi osveščenost se mi zdi, da se z leti veča, da zavarovanci prepoznavajo, da to vrstne dejanja se na koncu ne izplačajo, ne samo zaradi višje premije, ampak verjetno tudi zaradi sankcij, ki temu sledijo. Konec koncev ostaneš brez zavarovalnine, zavarovalnica te bo verjetno pri kasnejših škodnih dogodkih še dodatno preverjala, ali pa bo izplačilo škode trajalo dalj časa, da ne govorim potem še mogoče o kakšnih drugih. Kakor je prijava policiji. Recimo, tako je. Kaj pa sam AI, bo to ena taka stvar, ki bo prelomna, ki se ti zdi, da bo to zelo pomagalo v tvojem poklicu? Iskreno povedano v tem trenutku ne vem. Se s tem ukvarjamo, imamo v tej naši aplikaciji, ki zaznava sumljive primere, testiramo tudi AI. Zaenkrat so rezultati še tako, bom rekel, delno uporabni. Verjetno neka prihodnost v tem je. Tudi za temi tekstovnimi orodji, ki generirajo tekste, bi se verjetno kakšno zadevo dalo olajšati. Menim pa, da ne bo to nadomestilo našega dela. No. Verjetno si bomo lahko kakšne postopke, ne vem, ali pri kakšnem pripravi nekih rutinskih poročil ali pa kaj takega olajšali, ne bo pa to nadomestilo dela preiskovalca ali pa nekih ljudi, ki delajo v ozadju. AI nima instinkta. Ja, v določeni meri ga ima, ne? Če ima ustrezne vhodne podatke. Mu ne smrdi. Mu neki ne smrdi. Mislim, jaz mogoče celo mislim, da ima v določeni meri drugačen instinkt kot mi. Bolj realen v bistvu, bolj mogoče, straightforward. Ne? Ja. Oziroma deluje tudi na podlagi nekih teh zaznav, ki jih mogoče mi niti nimamo. Ne? Da, si mogoče že zapacan s svojimi mnenji in okviri, ki pač po tolikih letih dela, mogoče enih stvari ne porajtaš, pa delaš ene stvari avtomatično, tako kot za volanom. Pa mu reče, alo stari, ko pa to, ti si pa rekel, ja, sem se že navadil. On pa prefiltriral vse. Jaz se bolj bojim, da ima strašljivo drugačen instinkt. Ja, to je pa tema za drug podcast. Ja. Ampak kam gre zdaj le Jure? Ampak Klemen, vi imate zanimivo službo, v bistvu zelo zanimivo imate, ne? Je zanimiva, je raznolika. Vsak primer je po svoje drugačen, čeprav mogoče ne za kakšnega poslušalca, ki posluša, si mogoče misli, da se avtomobilske zadeve so vse enake. Ne? Niso enake. Vsak ima svojo specifiko, pri vsakem se praktično srečaš z različnimi podatki ali pa nekimi okoliščinami, ki jih moraš raziskati, pa z različnimi ljudmi. Ne? Kaj te pa motivira? Ravno ta raznolikost, potem ekipa sodelavcev, okolje, v katerem delam. Primeri sami tudi? Tudi sami primeri seveda so zanimivi. Tako da izzivov je kar precej. Ja, zdaj prav imam občutek, kakšen poslušal si mislil, jaz sem mislil pa včeraj ledico razbiti, pa jo ne bom, pa prav, da jo ne razbijete. Prav, da jo ne. Prav, da jo ne razbijete, ljudje moramo biti pošteni. Po črto smo rekli, se ne splača. Ne splača se in jaz mislim, da ta svet... Ciril se ne splača. Ne? Ciril? Ciril, ne Ciril. Jaz sem hotel... Ne. Povej Ciril. Klemen, ta podcast ni bil tako
oseben, ne? Nismo se tebe tako lotili na nek način, ampak vseeno zadnje atmosfersko vprašanje je dosti osebno. Okay. Kjer je bil tvoj prvi avto? Moj prvi avto je bil Daewoo Tico. Tiko, z rdečim mijem, z rdečo pikico na imen. Malček s piko. Ja. Temu so luči zbledele ponovadi zadnji. A je bil to racionalni nakup, ali to bi bil študentski avto? Ja, to je bil tak budžet nakup. Tako. Daewoo Tico, stari. Meni je ta podcast toliko všeč, ker je toliko enih različnih odgovorov. Nikoli ne preko. Ja. Daewoo Tico, ampak jaz se spomnim tega avta. A je imel rdečo piko na imen, ne vem, zakaj sem si prvo Vem, da je bila reklama Daewoo Tico malček s piko. Ne vem, da je neka pika. So bili števci zeleno-belo osvetljeni? Zdaj. Ne vem, pojma nimam. Pol sem šel na Renault 5, tudi ten tak rabljen. Five call campus? Five. Five, ko 60 kojno, 1,4. Ja, super je bil. To je bil pa dejansko odličen avto. In tudi dobil sem ga za zelo malo denarja v odličnem stanju. Ja. A je bil kasko? Ja, bil je zavarovan za točo. In me. Pa na Dolenjskem je bil narejen, skoraj si zihar. Ja. Skoraj si zihar. Najboljše izpod dolenjskih rok. Je bilo na varnostnem pasu, je bilo v zadnji Made in Slovenija. To je to. Fajn. Meni je instinkt govoril, da ta podcast da bo dober in jaz sem res užival in ti hvala za to. Ja. Tudi jaz sem užival, hvala za povabilo. Ja, z veseljem. Če boste imeli kdaj kakšno zanimivo skico, mi bi imeli kaj na steni. Kakšno skico? Tako, kaj izračuni te sile pa to. Jaz bi bil to enkrat zraven. Ali pa kakšno tisto mrežo povezav. To. Veš, kaj sem se še spomnil? To sem zadnjič opazil in sem enega policista vprašal in se mi zdelo blazno zanimivo. Zdaj na prometnih nesrečah postavijo lidar, ne? In prav naredijo sken področja. Ja, jaz sem zadnjič prišel, sicer je grozno izgledalo, mislim, so resno razbiti avtomobili, ni bila nedolžna prometna nesreča. Kaj ste imeli, 2 meseca nazaj, klele pri Črnučah, ko se Hyundai zavije, kaj že ta? Ja, se vsem. Proti Trzinu, Ja. No, in je prišel policist in postavil, in sem gledal, pač stali smo, ko je bila zapora, sem rekel, kaj je tu? Najprej izgledalo, da so eni godeti prišli, pa je bil policist v uniformi in sem prav pa enega policista in so rekli, da zdaj uporabljajo lidar, se pravi, komplet sken naredijo, pozicije vsega, se pravi, pozicija avtomobilu, cesta, razbitine, vse. A to vi lahko dobite, naprimer, če bi zahtevali? Lahko. Smo upravičeni do policijskih zapisnikov, če je pač škoda prijavljena pri nas, tako da to dobimo. Ja. Res je, da lidar uporabljajo pri teh hujših prometnih nesrečah. Mislim pa, da je zdaj že nekaj let v uporabi, tako da s tistim lahko kar. Jaz bi dal lidar v pisarno, da sken naredi. Vse to zelo hitro. Nisem vedel. Res nisem vedel. Ja, jaz tudi ne. In sem bil zadnjič prav pozoren in se mi zdelo res tako fascinantno, kam gre ta tehnika tudi naprej. In ti si eno od unih, ki zabremza pri prometnih nesrečah, pa gleda vse. Ne, stali smo, ker je bila cesta zaprta. Kako bi drugače opazil radar? Mislim, lider, a veš. Dobro, Klemen, hvala še enkrat. Hvala enako. Klemen, v glasu se bom enkrat. Dobrodošel. Ampak to vsakič rečemo po vsakem podcastu. Moramo iti še v nuklearko Krško, moramo iti še unim kontrolorjem letenja, ne vem kam še moramo. Ampak ne, to so res zanimive teme.